Jaz mislim, da šele to začetek ene prenove starega mestnega jedra, da mi resno mislimo z obnovo glavnega trga, Rotovškega trga, Slomškovega trga, in če bomo imeli veliko uspeha pri nekaterih projektih, bi si zelo želel, da bi ta trg Leona Štukla nadaljevali na Trg Svobode in bi tudi Trg Svobode prenovili. To je nova duša mesta, ki omogoča različne prireditve. Predvsem želim, da bodo tako gostinski lokali kot nekateri drugi objekti, ki kakorkoli na tem delu trga delujejo, da bomo z enim predpisom uredili, da bodo vsi imeli enotne mize, enotne stole, enotne dežnike oziroma senčnike, tako da bo mesto izgledalo. Tudi sam nisem pustil, da bi na tem mestu stali sviti lajti ali oglaševali. Mi planiramo v skladu z proračunom, ki je bil sprejet, in imamo zagotovljena sredstva na tem mestu postaviti 3 infotočke v elektronski obliki, ki bodo na touch, na dotik, in želimo približati informacije tudi na ta način turistom in občanom. Zanimivo je to, da ravno danes Računsko sodišče izda negativno mnenje proti mestni občini Maribor. Prav danes pošljejo vadbo na tožilstvo in prav danes moja žena na pošti dvigne, da preiskovalna sodnica ponovno uvede preiskavo v zvezi z domom za ostarelih, domom Podgorcem, kljub temu, da je 3-članski izvensodni senat vrnil nazevo nazaj oziroma gotovil, da ni elementov kaznivega dejanja. Tako kot takrat, ko smo predali svojemu namenu mariborsko spenjačo, pa ravno na ta dan Kosova komisija da načelno mnenje, da je občina bila koruptivna v zvezi z mariborsko ladico. Se pravi, da jutri bomo čitali v časopisih in medijih na eni strani pridobitev Maribora, na drugi strani pa kazenska ovadba zoper župana in drugih zaposlenih. To ni slučajno, mene osebno ne morete prepričati, pa marsikaterega v tem mestu. Jaz sem prepričan, glede na to, da poznam nekatere argumente, jaz bom svoje stvari dokazal na sodišču, če bo sploh do sodišča prišlo. Zaenkrat verjamem v tisto sodno vejo oblasti, ki jo zanima samo stroka, ne pa levo ali pa desno uho. Ne želim, da bi bil trg pod video nadzorom, bo web kamera spletna, ki bo na nek način preko spleta dostop do življenja na trgu. Jaz mislim, da bodo Mariborčani spoštovali to novo investicijo in da vandali, tako kot so bili na delu tisti dan, ko so nekateri tukaj na gradbišče imeli novinarsko konferenco in nam posekali kable, da do otvoritve ne bi prišlo, da bodo opustili trg pri miru in se ne bodo znašali nad novo pridobitvijo v mesto. Jaz pozivam vse občane, da naj varujejo ta trg, in jaz sem prepričan in verjamem v svoje občane, da bodo to tudi spoštovali in varovali ta trg. Jaz mislim, da bodo nekateri ali pa bomo nekateri posamezniki deležni kazenske ovadbe, predvsem zato, ker smo podpisali pogodbo z vodovodom, ki je v 100% lasti mestne občine Maribor in ostalih občin, ker smo šli po poti in-house. Je pa to čudno, če ti kriminalisti pa novinarji hodijo skupaj na odpiranje javnih ponudb, to se dogaja samo v Mariboru.